Ja, zgodba vseh produktov naših, ki jih zastopamo, ki jih prodajamo, ima neko težo, ker če mi sami ne verjamemo v produkt, ga je težko prodajati. Strmimo k temu, da so stvari ekološke, da so čiste, da se probamo obnašati odgovorno do okolja in do drugih ljudi, no. Se mi zdi, da bi se mogli vsi precej bolj zavedati, kakšna oblačila nosimo, ker pazimo, kakšno hrano zaužijemo, pazimo zadnje čase tudi, kakšno kozmetiko uporabljamo. Oblačila bi mogla biti še pred tem oziroma takoj naslednja, no. Tako da se daje zdajle globalno in tudi pri nas čedalje večji pomen temu. Ne samo s kakšne surovine so, s kakšne sestave so, ampak tudi na kakšen je proces produkcije teh oblačil. Ja, Prana je sigurno ena izmed najbolj ekoloških zelenih znamk trenutno v svetu. Imajo ves bombaž, ki ga uporabljajo, imajo ekološki bombaž, organsko pridelan bombaž, čedalje večji delež je konoplje, modal uporabljajo, poliestri, poliamidi so vsi reciklirani, imajo več kot 90% njihovih produktov ima Blue Science certifikat, eni prvih v tekstilni industriji, ki so produkti imeli Fairtrade certifikat, tako da je zelo močna teža na pridelavi proizvodnje ekoloških oblačil, s tem pa tudi pač trajnost. Taka oblačila trajajo dalj časa, lažje jih nosimo, majice s konoplje, ne vem, lahko nosimo več dni zapovrstjo, pa je v redu, pač se ne osmrdijo. Tako da je občutek na koži je tisti, ki pove, kakšna oblačila nosimo. Ja, imamo to srečo ali pa čast, da ravno Prana je ena izmed redkih proizvajalcev, dobaviteljev, ki ne uporablja plastike. Njihovi produkti pridejo zaviti samo s traktom od rafije, brez plastične embalaže. Tako da v bistvu plastike skoraj da ni, no. In prodajamo tudi druge znamke, Manduka, Liforme, Ray Yoga in tako naprej. In vse naše blazine, ki jih prodajamo, so ena linija je kavčuk, naravna guma, ki prihaja iz neamazonskih vrst dreves in pač iz ekološko sprejemljivih vrst dreves in plantaž. Druga vrsta so pa umetni materiali in ravno ti so pomembni, da se pri proizvodnji ne uporabljajo strupena, barvila, lepila, toksične snovi, tako da so vse blazine čiste. Ker če si predstavljaš, da si, ne vem, delaš jogo, si s celim telesom na joga blazini, z obrazom, z usnicami, je fino, da je material čist in sprejemljiv za tvoje telo. Se mi zdi, da je najbolj tista stvar, ki jo delamo tekom življenja, da se probamo izogniti plastični embalaži na vseh področjih. Še najbolj mogoče plastične plastenke, to je velika potrošnja, tako da vedno uporabljamo doma čutare z vodo, filtre za vodo, tako da točimo tudi vodo iz rek in jezer. Prvič je ekološko, drugič pa ni treba na hrbtniku nositi ne vem kakšne velike količine pijače. Tako da to je sigurno ena taka stvar. Potem kakšna oblačila nosimo, pa da jih nosimo na leta in leta, da jih ne zavržemo po eni sezoni. Pa veliko se ukvarjamo s temi, da čistimo okolje za sabo in tudi za drugimi, no. Ja, mislim, da bi se mogli majčkeno ustaviti pa pomisliti, ali rabijo res toliko vseh oblačil, vseh drugih stvari, no. Mogoče vsak nakup opraviti premišljeno, pogledati res, kaj rabijo, kupiti manj in to pač dalj časa uporabljati, ne. In je sigurno tukaj pomembna ta tekstilna industrija in tudi modna industrija, no. Da pač ni v redu, no, da si kupaš majčko samo za tekom poletja, ampak pač moramo stremeti, da si kupimo taka oblačila, da jih nosimo na sezone in da so še vedno lepa in nosljiva. Prana pakira v kartonski škatli, vsa oblačilca pridejo takole zavita z rafijo in zložena lepo, tako da resnično ni plastične embalaže, no. Eno izmed naših področij je tudi to, da se probamo povezati s čim več lokalnimi podjetji ali pa s podjetji iz bližnjih držav. Ena izmed takih je Lotus Craft iz Avstrije, ki dela meditacijske blazine, bolsterje za jogo. Seveda tudi oni delajo iz ekoloških materialov, njihovi bolsterji so polnjeni ali s piro ali z kapokom. Kapok je naravni material, v bistvu drevesna volna se nekako reče temu. In v teh časih je tudi zelo pomembno, no, da ne samo ne hitimo, da se tudi majčkeno ustavimo, usmerimo vase in
naredimo nekaj zase od znotraj, ne samo od zunaj.